general. Super. Brigadir, izvolite. Mogoče jaz sam na začetku povem tisto, kar je bilo vodilo komplet transformacije. Ne? Torej, naša ocena je bila, da je Slovenska vojska dobra in učinkovita vojska, vendar je mogoče preveč razpršena. Razpršena po segmentih, po bataljonih rodovskih, po enotah in da nima nekega jedra, nekega učinkovitega jedra, majhnega, učinkovitega, ki bi bilo sposobno izvajati operacije modernega tipa. In sigurno postavili smo prvi cilj, ki vedno govorimo, da je to lažja, vitkejša in bolj fleksibilna vojska in verjetno je ta cilj smo in teritorijalno usmerjena, umeščena in verjetno smo ta prvi cilj želeli tudi skozi to vajo dokazati. Verjetno je za vse vas, ki ste po dolgem času ali pa po kratkem času prišli nazaj v brigado in za vse tiste, verjetno, ki ste prišli v brigado prvič skozi to, govorim tukaj naše kolege, je verjetno lažje povedati z vaše strani, kaj ste vi videli. Jaz vem, da sem zgubil nek operativni stik z brigado 3 leta, recimo, in vem, kakšna je bila brigada 3 leta, torej, kot sem jaz bil poveljnik, kaj je bila sposobna narediti in sem bil fasciniran. Fantje, jaz sem bil fasciniran tisti prvi dan, mislim, da ponedeljek, ko smo prišli z ministrom vas pogledati, kaj ste sposobni narediti, torej, kaj ste bili sposobni narediti v taktičnem operativnem centru, pa predvsem, da odkrito povem, da me je poleg vsega tistega alota in vsega tistega, me je mene pozitivno presenetil ravno del dvojke, torej, ki je res naredil en velik preskok naprej. Torej, ta del, ki smo ga mi vedno pogrešali. Nek strokoven paket, ki smo ga pogrešali. In jaz sem bil skozi ta paket, ne, če gledamo samo to, kar je bilo takrat in kaj bo zdaj, sem bil izredno pozitivno presenečen, kaj je brigada sposobna narediti. In potem tudi vaja, ki je pokazana na koncu. Ne, mi smo imeli kar nekaj vaj v Slovenski vojski, ampak mislim, da tako kompleksne vaje, torej usmerjanje ognja, takšnega in drugačnega in manevra, je bilo tisto, kar smo si želeli narediti. In predvsem tisto, kar sem videl, da je zdaj v brigadi tisto razumevanje o RKB-ju, o inženjeriji, alotu, dvojki, kako obveščevalne zadeve vodijo operacije, ki tega mogoče prej nismo domeli in mislim, da ta kvalitetni preskok, ki je bil pred 3 leti, kar sem ga jaz doživel in danes je bil tisto, kar smo želeli iti. No, torej, pa ne, da bi bila to zdaj samo hvala, kam smo prišli, ampak mislim, da ta brigada je izredno dober osnova za transformacijo. Pravim, to je začetek tistega, kamor želimo iti. Torej, začetek je dober in mislim, da smo bili dobro postavljeni. Torej, načelnik, če prav lahko povzame malo pa kako vprašanje še vmes, da bo potem naš novinar na to lažje zabeležil. Načelnik, po tej izvedeni prvi fazi preoblikovanja Slovenske vojske, rečemo prva faza, da sicer lani, letos smo šli v to fazo življenjskega, že malo vsebinskega dela preoblikovanja, ki smo ga izvedli 15. maja. Kako bi lahko načelnik ocenil videno skozi vajo, ali je bil cilj, ki si ga zadal s preoblikovanjem v prvi fazi dosežen in kaj je bil tisti temeljna nišna zmogljivost, ki bo jo Slovenska vojska v prihodnje intenzivirala drugače, kot je bilo do sedaj? Jaz mislim, da je prvič do sedaj verjetno brigada prevzela vlogo, ki brigadi gre, torej od priprave situacije, dokumentov in vsega ostalega in da od vodenja njihovih enot. Jaz mislim, da prej nekega takega nismo videli, ne, torej, in bo večkrat podarjeno, kakšno delo je v pripravi vaje in izvedbi vaje brigada, kot sama brigada upravlja. Tega verjetno nismo znali, ali pa nismo bili sposobni v preteklosti narediti. Nismo bili sposobni narediti, je to tisto, kar je. In poleg tega fleksibilnost brigade, ki se je pokazala, torej neka fleksibilnost na terenu, uporabe tako težkih sredstev, težkega manevra, kot so tanki, fleksibilna uporaba pehote, zraka, torej aerosolt, ki je bilo videno na vaji in vsi teh segmenti, ki so po mojem v takem segmentu prvič padali. In jaz mislim, da tako, kot smo rekli, transformacija se je začela 15. maja z oblikovanjem dveh enakovrednih brigad in danes se začnejo tiste zadeve, ki pomenijo razvoj Slovenske vojske, da vse tisto, vse anomalije, ki jih vidimo, začnemo postavljati drugače. Ta vaja je bila pa samo tisto, ko smo rekli, da se res na hitro postavimo in da riskiramo, torej, da tvegamo, da bo vaja propadla, da se ne bomo znali oblikovati, da se logistično ne bomo znali postaviti in tako dalje. Jaz verjamem, da je bilo, lahko nekdo reče, da je bilo kar nekaj sreče pri temu, ne. Sam pravim, če ima znanje, je sreča, če nima znanja, tudi sreče ni. Torej, jaz sem res vesel in ponosen, da smo šli, po mojem, skozi tudi to vajo, da je pokazala
v pravo smer, vendar sem povedal, transformacija je stalen proces in včeraj sem bil v Vipavi, vidimo, da moramo nekaj preoblikovati in verjamem, da tudi z brigadirjem Škrbincem sem se že pogovarjala, da verjetno v roku 2 let pa bomo mogli verjetno tudi kaj drugače postaviti. Lahko zdaj iz te vaje potegnemo, da bo druga brigada, ki jo razvijamo v Mariboru, čez nekaj časa dosegla podobne korake in pripravila podobno vajo, kot smo jo imeli v letošnjem letu na Počko, ali bomo na podlagi izkušenj zdaj modificirali razvoj te druge brigade, morda preko te vaje premika ali pa ugotovitev iz vaje premika. Druga brigada, 72. brigada, mora slediti prvi brigadi, to je zdrava, pametna pot oziroma tista pot, ki jo moramo slediti in se mora postaviti na svoje noge, torej poveljstvo ima odlične enote pod sabo in tudi posameznikov poveljstvu so odlični, tako da jaz vidim enakovrednost teh 2 brigad in zato je bila tudi ta struktura takšna, da imamo 2 enaki uravnoteženi brigadi, ki znata odreagirati tako v mednarodnih operacijah, v zaščiti in reševanju, kot pri obrambi domovine na svojem teritoriju. Torej, da delimo 2 brigadi, uravnotežimo Slovenijo in da imamo enakovredni brigadi.